V kulturnem domu v Šmarci je potekala ustanovitev občinskega odbora stranke Pozitivna Slovenija. Na zboru smo lahko videli nekaj znanih obrazov iz kamniške politike, nekaj pa povsem novih. Zbora se je udeležil tudi predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković, ki je med drugim povedal. Najprej sem vesel, da je kolega Marjan prvi županov, ki je pristopil k nam in to izjemno cenim, bomo tudi zapisali. Če me zdaj vprašate, ko začel se ta pogovor, ga težko predelim, kdo je koga povabil, pa enostavno srečate se dve sorodni duši, ko začete razpravljati, kaj je dobro za občana, za občanko, kaj je dobro za Slovenijo in počasi se spoznavamo. To je zakon, ki nastaja skozi neka dejanja, skozi neke dogodke in sem iskreno vesel, da ste se tu pojavili tudi, če sem dobro razumel, podpredsednica, ki sta bila na svoji listi, zdaj sta obene v stranki. In ta odločitev je, verjamem, da je težko, ker je bilo tudi meni težko, ko sem stranko ustanovil. Jaz sem tudi hotel iti z neodvisno listo na državne volitve, pa enostavno v teh lanskih 6 tednih ni bilo časa zbrati 8 000 podpisov, ker to smo videli pred stranko. Mi imamo rast v vseh občinah in imamo kar nekaj dogovor župani, da bo drugo leto pristopili k nam, kajti prve volitve, ki so redne volitve, so volitve na lokalni ravni in tu računamo, da bomo vsaki občini, če zdaj poudarim, pa ne narobe zastopati, vsaki resni občini, ki izpolnjuje tiste kriterije, ki so bili v štartu podani, se pravi, da ima največ 5000 prebivalcev in 6, kar spada, šli s svojimi kandidati. Ne bomo iskali nikjer nobenega dogovora, ne bomo iskali nobenih kompromisov, ampak mislimo, da te župani, ki bojo kot zadanje župani, ki bojo na novih volitvah, imajo tako veliko izkušenj, predvsem pa imajo za sabo tisto pot, ki so prehodili, da vsak od nas lahko ocenjevan, ali je lahko tudi župan v novem mandatu. No in tu je bila naša soglasna odločitev na svetu, ko smo sprejemali gospoda in kolega Marjana, da stopi v stranko, da bomo tudi podprli na novih volitvah in tu nimam kaj skrivati, kaj ti vedno povem tisto, kar mislim, kar želim. In ko smo se pogovarjali o tem, je tudi tu naše vprašanje, če pripravljam z nami nastopiti, bom na svoj kandidat in v Kamniku nekam razmišljati o drugem kandidatu. Kamniški župan Marjan Šarec pa je v vlogi predsednika občinskega odbora Pozitivne Slovenije po ustanovnem občem zboru povedal. Kar se tiče te izvolitve, je zame seveda velika čast in odgovornost, ki sem jo tako tudi sprejel. Še naprej se bom trudil, da bo tako odbor kot tudi občina Kamnik delovala v dobro občank in občanov. Kar se pa tiče spremembe mene kot takega, tega ne boste doživeli, jaz ostajam enak, ostajam pri svojih načelih in tako bom deloval tudi v bodoče, kajti vstop v stranko seveda ne pomeni, da se moraš spremeniti, ampak ti da samo neko dodano vrednost in lahko ta svoja načela še bolj uresničuješ. Tukaj imamo tudi en podpredsednico občinskega odbora, Nives Matjan. Kako komentirate vašo izvolitev in kaj boste storila za Kamnik? Torej, tudi same se ne bo nič kaj spremenilo, vse bo isto kot prej, razen da mogoče na tabli ne bo pisalo več samostojna svetniška skupina, ampak Pozitivna Slovenija. Delali bomo še vedno naprej za dobro občanov, kot do zdaj. Za nas so vsi isti, tako da vsi rabijo ceste, vsi rabijo šole, vrtci, tako da nobene spremembe, pridno naprej za našo občino in seveda z našim županom, ki ga pač podpiram, to pa tudi veš, ne? Ja. No, tukaj je pa še Karla Urh. Kako vi komentirate vašo odločitev, zakaj ste se odločila? Ravno tako, dobro vseh krajanov, občanov. Sam kot sam ne predstavljaš ničesar v neki pozitivni družbi, neki demokratično naravnani sredini. Verjetno vsi vemo, lahko dosežeš cilje za vse, za skupno dobro in za pozitivnost naprej in v bodoče. In s tem seveda tudi razvoj vseh.
boste še nadaljevala svojo pozitivnostjo pri dejavnostih, kot so glasba in tako naprej, ko ste zelo dejavna? Prav gotovo. Jaz sem se v bistvu, bom rekla, že nekaj časa odločala in moje moto je bilo skozi pozitivno naprej, skupaj poskušajmo narediti čim več za dobro vseh ljudi in ta prostovoljstvo ali bom rekla ta pozitivna energija, ki mi jo dajo po svoje tudi v mojih skupinah, moji glasbeniki ali pa bom rekla vsi tisti, ki se ljubiteljsko ukvarjajo, mislim, da so ravno tako nek splet okoliščin, da sem se odločila, da se skupaj z Marjanom Šarcem, seveda vso ekipo, gospo podpredsednico Nives Matjan in vso ekipo za dobro Kamnika in dobro vseh, ki nas poznajo, da delamo dobro za ljudi, ne zase, vendar za ljudi, nadaljujemo to idejo naprej in jo širimo in s tem pomagamo vsem ljudem za razvoj. V Pozitivno Slovenijo pa je vstopil tudi dosedanji občinski svetnik iz vrst LDS. Po dolgoletnem delu v občinskem svetu sem bil kot član LDS-a zelo aktiven, predvsem na področju Tuhinjske doline. Glede na to, da stranka LDS v zadnjem času me ni nekako prepričala, sem se odločil, da pristopim v stranko Pozitivne Slovenije, ki se mi zdi, da s svojim programom je dokaj blizu mojim prepričanju, tako sem pa pristopil v stranko Pozitivne Slovenije. Vesel sem, da je tudi župan Marjan Šarec kot predsednik te stranke in upam, da bomo se zdaj na tem področju lahko na področju Tuhinjske doline opravili še tisto, kar imamo za postoriti, da bo ta naša dolina prepoznavna na celi Sloveniji in ne nazadnje tudi v celem svetu. Kako je pa odločitev zaradi koalicije? Boš koalicija, opozicija ali... Zaenkrat o tem še nisem razmišljal. Mislim, da bomo tudi v stranki Pozitivne Slovenije našli skupni jezik in bomo stremeli ne samo policijskim ali policijskim predlogom, ampak bomo predvsem želeli, da Kamniku damo tisto, kar potrebuje in bomo delali dobrobit vseh občanov.